Lep primer je ta etapna zmaga, ko smo že praktično proslavljali. Vse je že bilo proslavljeno, ampak tudi ekipa, vsi ostali, ampak na koncu so ravno to naredili, ta moštvo, da so mi vzeli to zmago. In sem rekel, da zvečer, ko bom dignil trofejo nad glavo, bom vedel, da je moja. Ko sem to naredil, sem rekel, jaz bom še zmeraj počakal, še zmeraj sem v Saudski Arabiji. In ko sem praktično pristal na Brniku, sem rekel, ok. Ja, letos se mi zdi, da je bilo, tako so bile etape, tako je tudi bilo vreme. Štartali smo en dan pri 35 stopinjah, končali v 10 stopinjah ali pa v nuli pri vetru in letos smo imeli ogromno tega mešanega vremena. Tako sem rekel, to se je dnevno spreminjalo. Mislim, da sem se letos kar eno veliko težko nalogo dal za naprej, da bo te stvari treba popraviti. Malo se zavedam, med kakimi ljudmi sem že zdaj, med kakimi tekmovalci, to so tovarniški tekmovalci, zelo težko bo delati stvari, izboljševati stvari. Na koncu so to zdaj časovne razlike veliko manjše med nami, ko so bile prej. Jaz bomo še zmeraj probal delati vse, kar lahko, kar je v moji moči, po drugi strani pa zmeraj več odvisno od te sreče, ki jo zmeraj ponavljam iz tega Dakarja, hitrosti bojo toliko večje, toliko več bo treba riskirati in jaz upam, da bo šlo v pravo smer. Gost tokratnega podcasta Koroškega radia je slovenski, svetovni motošampion Toni Mulec, dakarski velemojster letos, prvi v razredu R1, 9. v skupni razvrstitvi. Toni, odvečne so vse druge besede, čestitke in poklon. Ja, hvala za čestitke, pa hvala tudi za povabilo. Dobrodošel nazaj v Sloveniji, na Koroškem, na Legnu, kjer si tako rad. Ja, res je. Sem kar čakal ta Legen že en cajt. Se mi zdi, da bolj, ko sem se mu približeval, bolj sem je oddaljeval. Ampak na koncu mi je le uspelo ujeti tisti avion za Ljubljano, pa pol nazaj na Koroško, na domači kraj Legen, kjer sem zelo ponosen na njega, pa na vse ljudi. Torej, današnjo oddajo snemamo na Legnu, v prostorih gasilskega doma in mimogrede tudi ti si član prostovoljnega gasilskega društva Legen, so mi zaupali gasilci, na kar so seveda ponosni. Torej, včeraj je tukaj potekal en tak bučen, veličasten, zelo čustven, množičen sprejem, več kot zasluženo. Danes se je vse tako lepo umirilo, da lahko snemamo. Koliko si se pa ti uspel umiriti pa spočiti? Ja, nisem še uspel, predvsem zaradi tega, ker smo malo bolj dolgo proslavljali. Ob tej priliki bi se tudi rad zahvalil gasilcem za vse organizacije, pa za vso pomoč tudi, kar se je nam prej dogajalo. Član njihov sem bil včasih malo bolj aktiven, ko sem pa v zadnjih letih, včasih, ko smo bili še otroci, smo le malo bolj hodili na te gasilske vaje pa na tekmovanja, da so neki prijetni spomini ostali. Za spanje pa jaz mislim, da bo še dovolj cajta. Ampak zagotovo pa gasilci vedo, da če te pa potrebujejo, boš pa prihitev in to zelo, zelo hitro, po dakarsko, a ne? Res je, res je. Vesela me zmeri, ampak danes so te stvari malo drugače. Danes moraš biti malo že sposobljen, sem že malo ven iz tega, ampak definitivno. Toni, ko sva se natanko en teden pred tvojim odhodom v Jambu pogovarjala, si rekel, da komaj čakaš, da se začneš spoznavati z letošnjim Dakarjem. Povej mi, a si ti imel že od zadaj kakšno slutnjo, da greš po zmago? Seveda ne dvomimo v tvoje sposobnosti, tvojo odlično pripravljenost in vse to, ali pač zgolj tisto, ker greš rad na Dakar, ker se pripravljaš celo leto na to? Verjetno mogoče je bila želja letos toliko više, zato ker nisem nobene tekme odpeljal od lanskega Dakarja oziroma od prejšnjega Dakarja.
Teda zato sem se mogoče toliko bolj veselil tega. Vedel sem, da sem velik trener, bil sem priden med celim letom. Vedel sem mogoče, kam nekje približno lahko se uvrščam. Letos je bilo veliko novih tekmovalcev iz tovarniških ekip, katerih nisem poznal, da nisem bil čisto prepričan, kam lahko posežem, koliko so oni dobri. Predvsem pa te tekmovalce, normalno, da sem jih malo analiziral skozi samo leto. Ampak vse te tekme, ko se med letom dogajajo, so to 5-dnevne dirke, 6-dnevne dirke, mogoče tekme. Sam Dakar je pa 14 dni, druga zgodba, popolnoma drugačen teren, drugačna navigacija in nisem bil točno prepričan, kako se bojo znajdli v tem terenu, pa v teh situacijah. Ampak ja, na koncu se je v redu izpletlo. In dobro si odplesal ta Dakar, odlično odplesal, kot bi rekla mama Irena. Če se dobro spomnim nazaj, Toni, na lanski Dakar si šel, kar mnogi niso vedeli, poškodovan, potem je bil še prehlad, odvozil si odlično. Na letošnji Dakar si šel pa zelo, kako bi rekla, izčrpan psihično in telesno, zaradi tega hudega požara, ki je prizadejal vašo družino, pravzaprav tik pred odhodom in zagotovo si s težkim srcem odhajal. Potem pa si zmagal. Pri tebi ima človek občutek težje, kot je bolj enostavno povedano, posežeš po zvezdah, narediš boljši rezultat. To je tako kot umetniki, ki včasih rečejo, ko sem nesrečen, ko mi je težko v življenju, naredim najboljše umetnine. Kako je to pri tebi? Jaz mislim, da to, kar je pri vsakem posamezniku, je pa enaka zgodba, tako da nekako je tako, da bolj, ko nam gre dobro v življenju, manj znamo ceniti stvari in to je tudi pri tej stvari, samo da je pač to druga zadeva, da to gre za šport. Seveda je pa tudi odvisno, kakva oseba si, te stvari motivirajo, a znaš črpati energijo iz tega, a te negativne stvari mogoče privlačijo bolj kot pozitivne, to je seveda odvisno, ampak vsi imamo na koncu izbiro, kaj bomo izbrali, tako vsak reče, tako je ta pregovor, zjutraj, ko se zbudiš, je odvisno od tebe, ali bo dober dan ali bo slab dan in vse te stvari jaz probam nekako negativne, mogoče, mislim, ne moram reči negativne, ampak mogoče slabe, kakorkoli. Za določene ljudi negativne stvari probam to črpati za energijo, za pozitivne stvari probati te stvari spreobrniti in to v bistvu, tako sem rekel, vsak posameznik ima to mogoče vsakodnevno. Glede na to, da je to moja zgodba, da je bil to Dakar, je mogoče to malo bolj tako odmevno, pa drugače gledamo na te stvari, ampak vsi smo v istem. Organizator pravzaprav čisto vsako leto napove najtežji Dakar do zdaj. Ampak ko smo te leto spremljali, smo imeli pa res občutek, da je tako. Kako je bilo v resnici? Mogoče je letos še organizator najmanj obljubljal, koliko bo težek. Prejšnje leta vem, da je fejst obljubljal tako. In letos je res presenetil. Dakar letos je bil zelo težek, predvsem navigacijsko tudi, kar sem se malo z mojimi kolegi pogovarjal na samem Dakarju. Ogromno je bilo teh navigacij, to pomeni, da sem mogoče za ljudi, da bi razumeli, če je veliko navigacija, to pomeni, da jaz več časa posvečam navigaciji oziroma temu roadbooku, kot pa samemu terenu, ki prihaja pred mene. Še zmeraj moram hitro voziti, še zmeraj moram hitro stvari oddelati, to pomeni, da veliko stvari spregledam. To pomeni, da lahko veliko stvari gre narobe, da narediš napako, kaj narobe pribereš. Te stvari se ponovadi začnejo dogajati, potem, ko že malo utrujenost prihaja. Zdaj pa, če rečemo utrujenost, mogoče v tistem dnevu, potem se ta utrujenost začne počasi nalagati, potem pridejo psihične bremenitve v ozadju in bolj, ko je navigacija težka, bolj na pogosto, ko imamo te zapiske za prebrati oziroma za oddelati stvari, teže je. Toni, še lani se spomnim, da si dejal nekako tako mnogo prehiter sem za navigacijo. Se spomniš, je bilo tako. Letos pa praviš, je bilo navigacije ogromno, pa nisi izpostavljal teh težav z navigiranjem. Se pravi, so ti dali tudi ti treningi v puščavi toliko te prakse prepotrebne, da ti je šlo lažje? Te treninge, ko sem letos delal, nekako se mi zdi, da sem vse stvari letos, oziroma lanskem letu 2025, predstavljam Dakarju nekako pravilne odločitve sprejemal, da sem šel odpeljati te treninge v puščavo, namesto da sem šel na te tekmovanja. In to je definitivno bil neka dobra podlaga, popotnica za naprej. Na samem Dakarju pa še zmeri. V prvih 3 dneh sem imel ravno to težavo, zato ker sem šel malo prehiter za moje navigacijske sposobnosti. Te treningi, ko jih mi upravljamo, še zmeri je to nek približek temu, kar mi imamo na tekmi, zato ker na tekmi je navigacija malo bolj zapletena, na tekmi greš hitreje kot na treningu, zato ker takrat veš, da je nekako poskrbljeno za tvojo varnost, če se poškoduješ, te bo prišel nekdo iskat.
ko mi sami treniramo v Puščavi, to, kar sem jaz delal v lanskem letu 2025, ni glih pohvalno, ampak bil sem čisto sam sred Puščave in takrat, če gre kaj narobe, enostavno pač je težko, da te bo kdo najde pravi čas. Zaradi tega je tudi hitrost na teh treningah veliko nižja, te nevarnosti, ko jih imamo na terenu, na tega roadbooka, ko ga mi naredimo na treningu, ga noben ne preveri, noben ne gre pogled teh nevarnosti, zato tudi sami vemo kot vozniki, da ne smemo zdaj polni gas tiša, zato ker se lahko zgodi, da je kakšna nevarnost, ko ni bila označena na roadbooku, kar na tekmovanju uradnem to je. Tako da se mi zdi, da je to je bila močna največja težava, ko sem prišel iz teh treningov na sam Dakar, da tam je bilo treba iti na polno, že od prvega kilometra in tu se pa ta razlika ustvarja, ko zmeri rečem hitrost pa navigacija, sposobnost se treba nekako izravnati, da ne delaš toliko napak. V prvih 3 dneh sem jaz mislil, da bom kaj več dosegel s to hitrosti, ampak nažalost sem vsak dan naredil, sicer ni bilo teh napak velika, ampak vsak dan je bila pa ena, ampak ta velika in sem ogromno časa izgubil s tem. Si že kar na začetku malo poletel, a ne? Ja, na začetku je bilo ravno to, ko sem prej omenil, preveč časa posvetiš na navigaciji in pol ne vidiš stvari in delaš napake, neumne. Sicer se bova k koncu Dakarja še vrnila, pa vendarle, ko si ozavestil, da si zmagal v svoji kategoriji, a je bilo kaj solze sreče, Toni? En rollercoaster je bil, kar se teh emocij tiče, predvsem zaradi te etapne zmage, ko sem jo takrat, naj bila moja doba, takrat sem se mogoče malo bolj zavedal vseh teh stvari, takrat je bil tudi ogromno odziv iz medijev. Tako da mogoče so takrat čustva malo bolj prisotna pri teh stvarih, ampak tako ponavadi jaz to zaprem pol, zafokusiram in ne vem, kaj me čaka in sem se nekako naučil v življenju, da moraš ta čustva nekako kontrolirati, zato ker te lahko popeljejo v napačno smer in izčrpajo telo in ti vzamejo energijo pa fokus. Teda sem v bistvu od tistega momenta naprej sem videl, da to lahko gre v napačno smer in sem začel se malo kontrolirati in tudi v zadnjih dneh praktično zelo malo, zelo poredko pogledal na telefon, razen tiste stvari, ko sem jih mogel narediti. Pritisk se začel izvajati tudi v samem bivaku, tam, kjer smo bili od ekipe, ne glede na to, da sem privatni voznik, nisem tovarniški voznik, sem dobil pritisk nekako tudi iz njihove strani, ker so si tudi kot KTM so želeli, da se v tej kategoriji zmaga z njihovo znamko. Bil sem pa edini tekmovalec, ko lahko to naredim, ker vse ostale znamke so bile druge znamke. In tudi zjutraj te vsak gleda, pred zadnjim štartom, toliko imaš minut prednosti, pa se naš kaj narobe naredil, vse naš gubo, vse imaš, vse bo pod kontrolo. Sam ti kot tekmovalec pa veš, da gre milijon in ena stvar narobe in mi je bilo veliko pritiska, ampak se mi zdi, da sem v redu nekako kontroliral te zadeve. Tudi ko sem prišel v sam cilj, te zadnje etape, so bile že vse kamere pri meni, pa mikrofoni, jaz zmagal si dirko, si vesel. Pa sem rekel, ne, počekamo, dokler ne pride sotekmovalec oziroma moj glavni konkurent v cilj. In tudi ko vam prišel v cilj, še zmeraj nisem se sprostil, zato ker v zadju so to velike ekipe, to je bila tovarniška ekipa oziroma tovarniški voznik. In tu se še zmeraj lahko kaj zgodi v zadju. To imajo ljudi, ko lahko pridejo, ko lahko protestirajo, ko si vzamejo caj, da pregledajo vsako stvar, kje bi lahko šlo kaj narobe, oziroma gledajo, kje bi ti lahko vzeli to zmago, da bi jo sebi pripisali in sem se zavedal tega in se nisem želel sprostiti, zato ker nisem želel biti istočasno mogoče pol razočaran. Lep primer je ta etapna zmaga, ko smo že praktično proslavljali, vse je že bilo proslavljeno, ampak tudi ekipa, vsi ostali, ampak na koncu so ravno to naredili, ta moštvo, da so mi vzeli to zmago. In sem rekel, da zvečer, ko bom dignil trofejo nad glavo, bom vedel, da je moja. Ko sem to naredil, sem rekel, jaz bom še zmeraj počakal, še zmeraj sem v Saudski Arabiji. In ko sem praktično pristal na Brniku, sem rekel, ok. Toni, zdaj verjameš? Zdaj verjamem. Zdaj, če se kdo upa, naj pridejo vzeti. Da vidi, da je prava. Toni, dejal si, da je treba kontrolirati čustva, ker čustva lahko izčrpajo telo. Telo pa nad vse izčrpa tudi 8000 in več kilometrov, tudi do 60
ur čiste vožnje, torej na motorju. Enkrat sva delala primerjavo, sem rekla, pa to je ogromna razdalja, pa si dejal, ja, za primerjavo to je kot 4-krat do Moskve in nazaj, zvoniš, ja, povej mi, pri takih, pa ne samo razdaljah, pri takšnih ekstremnih pogojih, seveda razdaljah, turbulencah, norih terenih, kako zdrži to psiha, telo, kako glava sploh sledi vsem tem spremembam terena in kako se prilagajaš ti konkretno? To je po mojem zelo težko odgovoriti, zato ker to so te stvari, tako sem že večkrat povedal. Če bi mi zdaj nekdo rekel, zdaj le moraš narediti 900 km, bi rekel, če si nor, da tega nisem zmožen narediti, oziroma niti, da bi naslednji dan to ponovil, pa ponavljal to 14 dni. Ampak nekako je, to je naša glava. Ko veš, da moraš nekaj narediti, pač narediš in gledaš kilometer za kilometrom. Seveda se mogoče naučiš z leti ali pa z izkušnjami, dobiš te stvari, na kak način iti čez te kilometre, da te ne preveč izčrpava. Ker če si ti zdaj vsak kilometer, ko si ga naredil, mogoče je to lepi primer mojih zadnjih 100 kilometrov, ko sem delal to zadnjo etapo, sem jih teh 100 kilometrov bolj vleklo, kot pa tisti dan, ko sem imel 500 kilometrov za narediti, zato ker sem skozi odšteval kilometre. 5 sem jih že naredil, 10 sem jih že naredil. In če ti se začneš enkrat s tem obrnevati, koliko še imaš za narediti, potem je zelo, zelo težek Dakar lahko za tebe. In v bistvu ne odštevaš teh kilometrov, odštevamo ponavadi, saj jaz jih odštevam mogoče zadnjih nekaj. Čeprav sem se tudi to naučil v zadnjih letih, da sem čisto popolnoma nehal odštevati te kilometre, tudi da tu zadnjih kilometrov več ne odštevam. To še počnem samo na teh cestnih povezavah, ko jih imamo, ker tiste pa res vleče in dolgo traja in se mi zdi, da tudi tam največ energije tudi porabimo za te stvari. Torej za to telesno pripravljenost skrbijo treningi, kaj pa za to miselnost tvojo, za fokus, ki je pri tebi pa neverjeten in za to vrstno vzdržljivost? Kako? Delaš kakšne vaje? Meditiraš? Karkoli? Ne, jaz se zmeraj pošaljem na ta način, da itak nas življenje vsak dan trenira, kar se tega tiče, nas pripravlja. Normalno, da te izkušnje pa stvari, ki so se mi zgodile v življenju, sem se naučil nekaj iz tega. Seveda, vsak ima te možnosti, tako sem že prej povedal, v katero smer greš pri teh stvareh, ampak pa kaj so tvoji cilji in želje. In jaz sem se temu v preteklih letih mogoče malo več časa posvetil in z leti, dan z dnem te stvari gradiš. Moram povedati, da sem tudi po lanskem Dakarju takoj probal poiskati vse te pomoči, kar je možno, se pravi do psihoterapeuta, do kondicijskega trenerja, za hrano, za vse, kar je možno, ker lani sem vedel, kaj me čaka, kaj je moja želja. In ko sem bil praktično, tako sem že lani povedal, ko sem bil že na letalu nazaj iz Dakarja, sem razmišljal, kje so te stvari, ko lahko jaz naredim še napredek, glede na to, da sem posameznik, da nimam v zadnji neke velike ekipe, ki bo poskrbela vse te stvari. In se pravi, tovarniškega motorja ne morem imeti, trenirati ne morem to, ko oni trenirajo. Lahko se psihično pripravim, kolikor se da, kondicijsko pripravim, za hrano poskrbim, za motor, kolikor je v moji moči, lahko naredim in vse to sem naredil v lanskem letu. In sem tudi bil pri Mateju Tušeku, dr. Mateju Tušeku, sicer smo naredila dva obiska sam, ker nismo uspeli narediti, ampak smo ugotovila, da nekako ni neke velike pomembnosti več pri meni te stvari, ker so vse bolj kot ne dokaj že na uredu nivoju, ampak je bilo pa lepo dobiti potrditev od enega takega človeka in se mu tudi na koncu v tem primeru zahvaljujem za vse te stvari. Teda v bistvu na koncu pri teh stvarih je to vsaka taka mala stvar, lahko pol prinese en dodaten plus, kot ti mogoče da samo eno potrditev in se s tem boljš počutiš, si s tem lahko močnejši. Imaš vzornike, Toni, in če koga? Ja, pri motokrosu sem rekel, da sem kar imel vzornike, pri tem relju trenutno ne pogledujem sam po sebi, vem, kaj moram narediti, kaj moram oddelati. So pa mogoče kakšne druge stvari, mogoče tako je bil Miran Stanovnik, ko je naredil toliko veliko stvari za sam šport, pa nekako dobro predstavljal šport, teda tu se nekako gledujem po njemu, da probam na nek način dobro delati stvari za sponzorje, za ljudi, ki me podpirajo. Nič se mi ne zdi samo umnevno, vsako stvar zelo cenim, probam oddelati tudi vse stvari enako, kot sem prej povedal, kaj lahko jaz naredim, ne tudi pri tem, v tem primeru. Predvsem pa tudi, da se nekako odpre vrata tistim, ki prihajajo za mano,
pa mogoče dati kakšno motivacijo kjermu mlademu dirkaču, tekmovalcev ali karkoli osebnega življenja, ko imajo vsaki ljudje neke prepreke in te stvari, da se mogoče gre kaj čez to. Teda, probam biti nek lep vzgled. Ravno to je bilo pa moje naslednje vprašanje. Zagotovo si navdušil tudi koga za Dakar. Kakšna pa je vstopnica? Kako prideš na Dakar? Jaz močno upam, da sem navdušil koga. Jaz močno upam, da kdo pride pa popravi moj rezultat. To bi si najbolj želel. Praktično na sam Dakar, odvisno kakšne situacije si, ampak ena prepreka, ko je bila pri meni največja, je bila ta finančni strošek. Drugače je pa to, zdaj se te spravila se nekako z leti malo spreminjajo. Ne vem, pred kolikimi 5 leti, ali pa mogoče 10 letimi nisi potreboval nobenih kvalifikacij, da si ti prišel do samega Dakarja, pač vplačal si štartnino, se pripravil in to je bilo to. Danes, oziroma odkar sem šel jaz na moj prvi Dakar, pa še zmeraj je to tako, da moraš eno tekmo odpeljati v puščavi, ampak ta tekma mora biti pod okriljem ESO-ja, to je ta zveza, ki organizira Dakar. To pomeni, da moraš biti na njihovem prvenstvu, če voziš kako drugo tekmo, te, ko se mogoče za te stvari pripravljajo, bojo poznali te tekme, ampak te tekme ne štejejo za to. Tudi nekako, nažalost, ni nekega pisanega pravila, ko ti to njihovo tekmo odpeleš, ne vem, da bi bilo napisano, ne vem, moraš biti top 10 ali moraš stage win met ali karkoli, nekako moraš to dobro odpeljati, pa se pa oni sami odločijo, ti dajo vstopnico ali ne. Je pa seveda tudi omejeno število tekmovalcev. Ja, ravno zaradi tega so zdaj te kvalifikacije naredili. Največja stvar je, to so normalno spet finance, ne, zato da še organizator potegne kak evro iz kje drugje. In na koncu se mi zdi, da je vse dosegljivo. Da se zelo dobro to narediti, če se malo prej pripraviš na te stvari. Jaz na žalost tega nisem imel, ko sem šel preveč na hiter na Dakar, nisem uspel vse teh stvari oddelati, tako je. Ampak, če se kdo odloči v zadnji dirkati, se da zelo pametno tudi dokaj poceni skozi priti. Preden si se odpravil na Dakar, je v Saudski Arabiji snežilo, sva se pogovarjala. Pa tam ne rabi snežiti, pa znajo biti že kar neugodne temperature, sploh po noči. Kako je bilo letos? Pa običajno vsako leto tudi kakšno rečeva o nastanitvi, o tem bivanju, pa o hrani. Ja, letos se mi zdi, da je bilo, tako so bile etape, tako je tudi bilo vreme. Štartali smo en dan pri 35 stopinjah, končali v 10 stopinjah ali pa v 0 pri vetru in letos smo imeli ogromno tega mešanega vremena, tako sem rekel, to se je dnevno spreminjalo. Ponavadi smo bili 2-3 dni na neki lokaciji, ko je bilo neko konstantno vreme, letos je bilo tega, tako pa sem rekel, etape se je bilo mešano. Tudi med samimi etapami se je vreme zelo spreminjalo. Na srečo nismo imeli snega, nismo imeli dežja, to je veliko. Temperature so bile okrog ničle tudi določene dni, ampak tako sem povedal, že pri tem vetru, pa pri tej vlagi, ko jo dobiš tudi v puščavi, že med samimi temi povezavami cestnimi začutiš, ko se kje kako kotlino spustiš, koliko mraz pritisne, priješ spet ven nazaj, se malo si greješ. Etape letos so mogoče bile same malo manj hladne kot pa lansko leto je bilo to še malo težje. Ampak na srečo, tako sem povedal, vreme je vplivalo malo na naše etape. Zato, ker je bilo toliko veliko snega, prej pa toliko veliko dežja, je več kje spravilo teren in zaradi tega mislim, da smo mogli malo spreminjati neke določene malenkosti, ampak glede na to, da imamo zdaj digitalne roadbooke, lahko to organizator med samimi etapami oziroma med potekom tekme spremeni določene stvari. Hrana? Nastanitve? Hrana je bila letos boljša kot lani, čeprav moram reči, da sem se spet spreobjedel določene stvari. Nekako sem se tudi naučil, kaj mi paše, kaj ne. Ampak vse v prvem obdobju, v začetnem obdobju je bila hrana veliko boljša. Nastanitev letos je bila popolnoma drugačna kot lani. Letos nisem imel svojega avto doma, tako kot lani. Spal sem v tem kamionu od ekipe, kjer smo bili 3 tekmovalci v eni sobi. Tu je pač posla in to je to, ni nič kaj prostora, eden na drugim spimo, eden ne sme preveč predeti, drug pa ne sme preveč smrčati. Ampak moram reči, da smo se dobro ujeli, najdli smo se dobri 3 ljudje skupaj, tekmovalci, da smo si nekako bili podobni, predvsem pa tudi je pomembno malo, koliko smo hitri, zato ker
vsak posebej ostaja, vsak ima svoje uro zjutraj za štart, da smo bili nekako sočustveni do drugega. Če je eden prej štartov, pa drugi šel kasneje spat, da smo nekako probali to čim bolj gledati eden drugega. Letos mi, bom rekel, pravzaprav ni čisto nič kaj manjkalo, super smo se razumeli, vse je bilo tam, kar sem rabo. Tu smo imeli je toliko oddaljeno vse v stran od vsega tega džumbusa, da se lahko tudi spočiješ, čeprav nismo imeli časa vmes tega delati. Toni, jasno je in dejstvo je, da ti ne nagovarjaš ljudi samo z vrhunskimi, res vrhunskimi rezultati, ampak tudi zelo svojo osebnostjo, so svojo hvaležnostjo, preprostostjo, prijaznostjo in še bi lahko naštevala. Razmišljaš kdaj o tem, da pravzaprav povezuješ množice ljudi ob športu, ki pa morda ni pri vseh zelo priljubljen? Ja, mislim, med samim tekmovanjem prav veliko ne, ampak drugače pa ja, večkrat pomislim na te stvari, predvsem vidim na teh sprejemih, ko jih doživljam, da nekako ljudi privlači ta moja zgodba oziroma zgodba, ki imamo vsi ti tekmovalci iz tega tekmovanja, da na koncu ne toliko rezultati so dodatni plus, se strinjam s tem, ampak na koncu tudi je to moj cilj, tako sem že prej povedal, da se nekako, tako bom rekel, nismo politiki, da bi lahko delali neke druge stvari, ampak smo športniki in to se mi zdi, da je neko naše poslanstvo, pa to je neka stvar, spet, kar lahko mi naredimo, je to, da nekako naredimo ljudi malo bolj vesele, ker kar smo že večkrat dokazali, da šport povezuje ljudi in na koncu je to, vsaj za mene, najlepša nagrada, pa najlepše je to videti, ko vidiš, da si to res dosegel. Torej, povezuješ ljudi, kakšne ljudi pa ti spuščaš v svojo bližino? Sicer do vseh si prijazen, do vseh si spoštljiv, ampak kakšni ljudje recimo te pa navdihnejo ali pa pustijo neko sled, naredijo vtis? Zdaj, če govorimo to, bom tako rekel, za nekaj, kar meni veliko pomeni, oziroma kar mi veliko pomeni, če je to v nekem mojem delovnem okolju, bom se tako izrazil, ko je to v mojem delovnem okolju, morajo biti to ljudje, ko so vse nekako isto misleni kot jaz, morajo biti zelo motivirani, zato ker včasih tudi jaz veliko zahtevam od ljudi, ker vsako stvar nekako želim, da se oddela tako se more. Probam biti nepolovičarski tudi pri teh stvareh. Glede na to, da delam veliko stvari sam, tudi se te stvari dogajajo, da narediš kaj narobe, ampak ljudje morajo, mislim, ljudi, ko jih imamo ob sebi, ko mi pomagajo te stvari, da so motivirani, da so pripravljeni tudi sprejeti kako kritiko, tudi dodati kako kritiko, vse te stvari moraš biti odprt človek, odprte glave, bomo rekel. Kot torej testni voznik pri podjetjih Akrapovič in pa KTM veljaš za takega zelo strogega, nepopustljivega, doslednega in še marsikaj. Verjetno si vse to tudi do sebe in kako se zdaj zanaliziral ta rezultat, ki je vrhunski, ampak je verjetno še kaj zadnji. Ampak kaj bi pa lahko naredil drugače? Ja, mislim, prav veliko časa se nisem imel stvari analizirati, normalno bo treba še malo pogledati zadeve, malo bolj globoko, ampak mislim, da sem se letos kar eno veliko težko nalogo dal za naprej, da bo te stvari treba popraviti. Malo se zavedam, med kakimi ljudmi sem že zdaj, med kakimi tekmovalci, to so tovarniški tekmovalci, zelo težko bo delati stvari, izboljševati stvari. Na koncu so to zdaj časovne razlike veliko manjše med nami, ko so bile prej. Jaz bom še zmeraj probal delati vse, kar lahko, kar je v moji moči, po drugi strani pa zmeraj več odvisno od te sreče, ki jo zmeraj ponavljam, iz tega Dakarja, hitrosti bo toliko večje, toliko več bo treba razkerati in jaz upam, da bo šlo v pravo smer. Toni, zakaj ti nisi tovarniški voznik? Če kdo, se mi zdi, da si ti zaslužiš, da bi bil? To mogoče ni vprašanje za mene, mogoče za koga drugega vprašati te tovarniške ekipe, ampak tisto, kar vemo, kar je logično bolj, ko ne so te stvari, da prihajamo iz Slovenije. Smo nezanimiv trg toliko, kot so ostali tekmovalci v Sloveniji. Kar se tiče tega samega športa, imamo podjetje Akrapovič, ki nam stoji ob strani, ampak v tujini vidim, da so to še ostali mehanizmi v ozadju, ki kot že sam trg je zanimiv za neko znamko, potem pa ponavadi še to ostale podjetja pomagajo, porinajo stvari naprej in opažam pri teh tekmovalcih,
kar se vsako leto praktično dokazuje, da če imaš ta mehanizem v ozadju, so ti stvari veliko lažje. Že tudi, če te medijsko nekdo podpre, na nek način je to čist druga zgodba. No. Se bližava koncu, pa deva se še vrniti na ta konec Dakarja, na to svečano podelitev. Kako je bilo, popelji nas tja? Mogoče sem bil malo razočaran na samo podelitvijo, ker lansko leto sem stal tam za odrom, daleč od zadaj in sem gledal te tekmovalce, ko so šli na oder in sem si takrat rekel, da to moram jaz enkrat priti do tega, da to sem nekako takrat, sem si zadal cilj pa željo in sem imel to neke sanje, da to naredim in v bistvu preskočil iz 4. mesta na prvo mesto. In sem se res želel, da pridem na oder, da dvignem tisto trofejo zelo visoko v zrak. Teda, bili so to zelo dobri občutki, to sem naredil z zelo velikim veseljem. Po drugi strani sem pa pogrešal domačo množico pred odrom. Ko pogledaš pod oder, vidiš, da so to samo fotografe, večinoma, ko stojijo tam, pa še neki ljudi od ekip. Malo sem pogrešal Zdravljico slovensko, pa tudi zastavo, ki so jo pol ostali tekmovalci tudi dobili v ozadju. Če bom imel možnost, da bom vprašal organizatorja, ni bil pripravljen, ni imel možnosti teh stvari narediti, ni planiral na mene. To so naslednje stvari, Slovenija, mala. Ne vem, če so uspeli to hitro dobiti te stvari. Zdaj jih bodo zagotovo imeli, Toni, pa še kako na zalogi. Morda še besedo dve o letošnjem zmagovalcu generalno, torej? To je bil pa kar rock'n'roll, še malo ko pa pri meni, sicer poznam. Jaz mislim, da je pri tebi bolj pričakovana bila zmaga, kot pa pri Benavidesu, ne? Ja, jaz sem imel malo več prednosti pred samim sotekmovalcem, tem Američanom, pa mogoče, mislim, bomo kar pri tem zaključila, da ne bom kaj še drugega rekel, ampak nekako je bilo malo bolj varno v mojih rokah, tudi sama pozicija. Treba je vedeti, da pri samem Dakarju je pomembno tudi, iz kje štartaš. Jaz sem štartal malo, ker ta tekmovalc v Rally GP, ki je branil svojo zmago, je štartal prvi in je imel odpirati je mogel traso. Poleg tega, da je še zmeri, ker je odpiral traso, dobiva bonus čas. Tudi ta bonus čas je dobil, da ni bil toliko v slabi poziciji, ampak na koncu je bil enostavno pritisk prevelik. Tudi sam sem naredil dve navigacijske napake, ko sem zadnjih par kilometrov odpeljal. Treba je vedeti, da jaz sem se to sam sebe vprašal na štartu, s tem sem se motiviral. Če je za mene za Rally 2 kot posameznika pritisk toliko močen, ki si ga v bistvu sam izvršim, koliko mora biti šele pritisk za enega takega tekmovalca, ko ve, da so v zadnji pogodbe, ko ve, da so v zadnji, ga čaka na cilju toliko številčna ekipa, zastopa tako znamko, toliko in toliko sponzorjev, da mora biti za njega res težko delo. Sicer res Luciano, tako je zmagal na KTM-u, smo osebna prijatelja, ga bolj poznam kot pa Rikija. Teda nekako sem malo poznal te karakterje. Vsi smo vedeli, da je možno, ampak noben si pa ni upal predstavljati, da se bo zgodilo to, kar se je. In jaz mislim, da je to ena zgodovinska zmaga, ko bo ostala zapisana za zmeraj v zgodovini. Je tudi sam dejal, ja, da je sanjal, ampak da si sploh ni predstavljal, da se bo to zgodilo, ampak dogaja se. Pa se, čisto proti koncu, Toni, pogovora sprehodiva še skozi vse tvoje Dakarje. Torej Dakar 2024, skupno 24. mesto, Rally 2 9. mesto, Dakar 24 skupno 15. mesto, Rally 2 5. mesto, Dakar 25 skupno 13. R2 4. mesto in pa Dakar 26. Izjemen preboj in zgodovinski uspeh, torej skupno 9. mesto, najboljši dosežek slovenskega motociklista v zgodovini Dakarja in Rally 2 prvo mesto, kar je prvič, da je slovenski dirkač osvojil skupno prvo mesto v svojem razredu na Dakarju, obenem pa si Toni dosegel najvišjo absolutno uvrstitev v zgodovini slovenskih motociklistov na tej preizkušnji. Sploh te ne bom spraševala, če že pogleduješ proti naslednjemu Dakarju, ker vem, da je odgovor da, me pa torej zanima malo, nekaj si že omenil, kakšna pa so tvoja pričakovanja, rekel si, da je težko karkoli tu, pa ne v tej borbi s temi factory vozniki, ampak Miran Stanovnik je rekel, da še imaš rezerve. Ja, rezerva, mislim, jaz vem, da imam rezervo, da se še da veliko stvari izboljšati, narediti boljš. Je pa treba vedeti, da zmeri pri teh rezultatih neki so ene številke,
ki jih dosegamo, se pravi mesta, kjer se uvrščamo. Je pa tu treba vedeti, da je Dakar odvisno od tega, v te sreče, ko izmeri omenjam, koliko ljudi odstopi, koliko ljudi ti uspeš prehiteti. Mogoče bojo naslednjo leto se pojavljali novi vozniki, mogoče bojo naslednjo leto ostali na seznamu oziroma do konca na kolesih oziroma v boju za mesta tekmovalci, ki so bili letos izločeni, pa bo mogoče moj rezultat nekako oziroma časovno boljši kot letošnji, po številki zna biti slabši, kakorkoli, te stvari ne moreš predvideti in zato je toliko nehvaležno napovedovati, kaj pričakuješ od enega Dakarja. Glede na to, da vsako leto nekako isto govorim, pa da sem zdaj uspel zboljšati rezultate, sem tudi jaz presenečen, moram priznati, da mi je uspelo, da zdaj to narediti. Ne upam si popolnoma čisto nič kaj napovedati za naprej, kaj se bo dogajalo. Jaz, ko govorim, da imam možnost napredka, govorim o možnost napredka tisto, kar lahko jaz naredim, se pravi, to pa ne govorim o možnosti, da bo moj rezultat boljši na Dakarju. Jaz se lahko boljši vozim, jaz lahko manjše zaostanke delam, rezultat pa da se ne bo spremenil. Tako da to je treba biti malo bolj previden oziroma me razumeti, ko govorim, kje je možnost za napredek. Če pri 9. mestu rečeš, da je možnost za napredek, mogoče ljudje mislijo, ok, naslednjo leto bo pa kar 5. ali pa bo kar zmagal. Nimam tega v mislih, ko rečem, da možnost za napredek je to, kar sem povedal, da izboljšam svoje stvari, da delam manj napak, da probam čim več narediti na navigaciji. Še zmeraj so posod male stvari, ko se jih da popraviti čez celo leto. Na koncu se mora pa vse poklopiti. Pa sreča. Običajno, Toni, si dejal, da na Dakarju si zmagovalec že ko si na štartu, pa potem, ko si na cilju, če prispeš na cilj in da zmagaš 2-krat. Letos si ti zmagal, torej 3-krat. Še ko si se povzpel na najvišjo stopničko. Zguljeno vprašanje verjetno, ampak a bi še enkrat izbral enako pot? Ja, zato ker mogoče te stvari, ko so me tudi ljudje oziroma ljudje, pa tudi iz ekipe, pa vsi tam spraševali, pa kakaj taktika, pa kaj boš jutri, pa zdaj imaš toliko porednosti, zdaj moraš to narediti, zdaj moraš ono narediti, pa sem jaz enostavno to sporočila, zdaj samo pametno odvoziti do konca, vsak mu lepo povedal. Jaz vozim vsak dan na polno, jaz bom odpeljal vsak dan, ko me čaka, bom dal vse od sebe. Zdaj, če bom jaz padel na zadnjih 100 kilometrih, se pravi na 99 kilometrov, to je del tega športa, to pač tako je. Tu ni nič narobe s tem, ker če ne bi dirkal na tak način, ko dirkam, ne bi bil v taki poziciji, ko sem bil, oziroma da sem lahko zmagal ta sam Dakar. In probaš nekako tu držati ta fokus s tem pristopom. Se pravi, izmeri, bolj ko si previden, več napak delaš. Tako da, jaz sem dirkal sada na polno, kolikor se je dalo, do zadnjega kilometra. Nekdo je zapisal, Toni Mulec ni samo zmagovalec, postal je del zgodovine Dakarja. Toni, hvala, da lahko delimo s teboj tvoje uspehe, tvojo radost, tvojo srečo in vse to ti privoščimo obilo še vnaprej. Pa hvala, da se vedno tako velikodušno odzoveš tudi medijem. Hvala ti. Hvala vam za vse čestitke, rezultat je res zgodovinski, mislim zgodovinski. To govorim zato, ko drugi govorijo, sam se še tega ne zavedam najbolj. Hvala tudi vam za ves support, pa da zmeri sprejemate moje novice, jih delite med ljudmi, kar mi tudi zelo veliko pomeni, da hvala tudi. No, tole vam je bilo mišljeno medijem, kaj ne? Vam vsem. Tako, hvala enako.